Pozdravljen, Dragan Živadinov, moj sošolec in atraktor, kot si pravi. Najprej nam prosim pojasni, kaj to pomeni, atraktor. Atraktor je najmanjša enota mišljenja. Niz atraktorjev je misel. A nam lahko v nekaj kratkih besedah mogoče razložiš svoje videnje povezave tehnologije in umetnosti? Pa, na kratko bi to bilo tako. Tako kot imamo umetnost, podstruktura umetnosti je kultura. Tako imamo znanost, podstruktura znanosti je tehnologija. Se pravi, kultura in tehnologija se izmenjujeta, en čas je tehnologija kultura, en čas je pa kultura tehnologija. Kakšen telefon uporabljaš? LG. Daj nam ga lepo, te prosim, pokaž. LG, Katere sorte? Modern, najnovejši ali ne mogoče? Ki gleda ga, pogleda ga, vsi so Android torej. Android, pogleda ga. Kdaj si ga kupil? Pa jaz jih zelo menjujem, zelo pogosto, zaradi tega, ker mi padajo iz rok. In jih vedno mi padajo pa na ekran. In to je ena velika, kako bi rekel, nespodobnost mojega življenja. Zakaj si se odločil prav za tega? Nisem se odločil, jaz nimam pravzaprav nobenih. Jaz sem te v tebi pokazal, upam, da je to v bistvu en smešen slučaj, bolj kot karkoli drugega. Jaz pridem in rečem, gledajte, podoben temu, ki je razbit, in potem je vedno kupam naslednjo generacijo. Se pravi, da sem zelo in. Uporabljaš ga pa največ za poleg telefoniranja in messageov? V bistvu najbolj message, zaradi tega, ker je obupno. Jaz imam seveda veliko telefonije, upravljam med se pravi Slovenija, ZDA, Slovenija, Rusija. In te številke so potem zelo velike, mislim, zelo veliko plačujem, zato mi je SMS-anje pravzaprav tisto, kar mi nekako vseeno, no, se razumemo kaj. Najbrž ti je blizu tudi internet? Internet, veš, kako v Rusiji rečejo internetu? Internet. Ne, sam nasprotno. Rusija je v tem trenutku popolnoma zlinkana nasprotno tehnologijo. Mene, kako bi rekel, obsesivno navdušujejo, ampak, zdaj bom povedal to tako in mogoče je pa to tisto, zaradi česa zdaj govoriva. Ko je prišel Srečko Kosovel k Bambiču, Bambič je bil lokalni futurist, pride Kosovel k Bambiču, Bambič v tistem trenutku gradi radio in mu da, slušalke imam slučajno, nimam zaradi te zgodbe, in mu da slušalke Kosovelu. Ja, in Kosovel to posluša in reče, poglej, to v Benetkah oddajajo, mi dva pa to zdaj poslušava. Potem pa Bambič zapiše v svojem pričevanju in reče, bolj kot to, da ga je navdušil prenos simfoničnega koncerta iz Finiče, ga je bolj od tega ga je navduševala beseda dioda. Me pa vseeno ob tej zgodbi fascinira to, da imaš slušalke preklopljene direktno na telefon. Ni to, to je res fascinantno. Mislim, to navdušenje, kako rekel, to je naša kontinuiteta še z Walkmanu. Ob koncu najinega pogovora moram reči in izraziti občudovanje, da imaš slušalke kot se šika, ne pa tiste za boho, kot smo jih navajeni. Hvala lepa, lepo se imejte, Jonasov.